Ja, takole smo se s takole zapeljivo, nenavadno, nepredvidljivo improvizacijsko glasbeno zgodbo pripeljali v studio Hendrix Radia Koper. Pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, ki tokrat poteka v živo.
Danes smo v družbi z izvrstnima, samosvojima, neklasičnima jazzovskima glasbenikoma. To sta pianistka in skladateljica Kaja Draxler ter kitarist in prav tako skladatelj, ki prihaja iz Latvije, Matis Čudars. Pozdravljena in dobrodošla v našem studiu Hendrix. Takole, za začetek naj povem, da je Kaja Draxler neverjetna glasbenica in kljub svoji mladosti ima za seboj že toliko pomembnih glasbenih projektov in priznanj, da me vsakič znova prevzame. Najbolje, da začnem kar pri koncu. Namreč zadnja leta živi v Amsterdamu. Tam je tudi opravila, torej zaključila podiplomski študij klasične kompozicije in za magistrsko nalogo dobila tudi nagrado mednarodne organizacije EPTA, European Piano Teachers Association, in sicer za raziskovalno nalogo o glasbi velikana avantgardnega klavirja Cecila Taylorja. Pa to ni prvo mednarodno priznanje za Kajo, namreč že leta 2009 je prejela prestižno nagrado Deloitte za najboljšo mlado džezistko in tu je potem še cela vrsta drugih priznanj in štipendij, ki so jo popeljale tudi na študij prek luže. Pa naj se vrnem nazaj v Amsterdam, kjer je spoznala Matisa. Tudi Matis je en tak, bi rekli, čudežni otrok kreativne glasbe in prav tako dobitnik več mednarodnih nagrad, a o tem morda kasneje. Namreč takole zdaj uvodoma se mi že nekako pojavlja eno vprašanje, na katerega se mi zdi, da poznam odgovor, pa vendarle, Kaja, no, najprej naj te pozdravim. Živjo. Čau, živjo. Zanima me, koliko v bistvu nizozemska džezovska scena spodbuja svoje domače džez glasbenike in koliko tuje mlade nadebudne glasbenike, ki prihajajo tja iskat novo znanje. Ja, v bistvu oni svoje domače glasbenike kar zelo močno spodbujajo. Tako se mi zdi, da je kar malo težko nekako začetka prijeti na njihovo sceno kot tujc, predvsem zaradi tega, ker je toliko veliko tujcev na njihovi sceni, ampak recimo ta scena improvizirane glasbe je kar odprta, tako da vsaj zlahka začneš špilati v takih majhnih underground prostorih, kjer se stvari dogajajo, pa potem te mogoče sliši nekdo, ki ima mogoče kakšen bolj pomemben nastop zate, pa lahko greš dalje, ne? Ampak se mi zdi, da so kar tako zelo ponosni na svoje glasbenike in tudi na tiste ljudi, ki potem konec koncev živijo tam oziroma živimo tam, tako prav radi rečejo pač, da si del njihove amsterdamske scene in so dosti ponosni, no? Tako da v bistvu začetka se meni zdel še kar malo hecen ta njihov ponos, ampak potem sem pa ugotovila, da je v bistvu fajn, ne, da imaš to podporo nekih domačinov, nekih ljudi, ki vedno pridejo na tvoje koncerte, pa tudi organizatorjev, ki te povabijo, da v bistvu imajo ta feeling, da vabijo lokalno sceno tudi v prostore, kot so Beam House, recimo, ki je en tak največji recimo koncertni prostor za to vrstno glasbo v Amsterdamu in tako. No, mislim, je podpora, no. Nizozemski džezerji so se mi vedno zdeli tako neformalni, inovativni, včasih tudi ekscentrični, njihovi koncerti so eno tako razburljivo doživetje. Pa me zanima, kje gre iskati en izvor ali pa izvir taki svobodni drži, svobodni formi, kaj misliš? Mogoče je to v teh 70-ih, ko je bil tak močan hipijski, mislim, tako zelo veliko ljudi so bili res taki pravi hipiji takrat in je bilo vse tako, zdaj, kakor mi starejši ljudje pravijo, ne, kako je bilo takrat vse tako svobodno, odprto in se je dogajalo na vsakem kotičku in tako prav s tako nostalgijo se oni spominjajo tega. Tako da mogoče od tam naprej, ne, pol ta starejša generacija je to nekako negovala, to neformalnost v bistvu tudi na njihovih koncertih, pa tako so zelo z občinstvom tudi koketirajo in imajo tudi to teatralno dimenzijo imajo zraven skoraj vedno. No, vsaj ta ICP, se pravi, no, Instant Composers Pool, to je ena taka najbolj osnovna, recimo, osnoven band, predstavnik te nizozemske improvizirane glasbe. Oni so tako zelo veliko teatra tudi zraven dal. Pač zaradi tega, ker so bili taki po karakterju, ne, nekateri izmed članov. Tako da
Ja, se nalezeš malo tega, ne, da je tako vse zelo sproščeno in istočasno, da si še vse en del neke, kako bi si temu rekel, resne glasbe na nek način, no, oziroma del neke, ne zdaj pač, da ni to samo show business, ampak da je to ena glasba, ki se jo jemlje resno, istočasno pa je tako zelo sproščena in zelo, no, take dva ekstrema nekako predstavlja. Pa se vrnimo k vajini glasbi. Pred kratkim sta snemala nov material, torej za nov album, ki je baje v tisku na Poljskem, kakor sem slišala. In del te glasbe bomo slišali tudi danes. Kako bi predstavila ta prihajajoči album? Ja, mi da so v bistvu najprej posnela par stvari v Latviji, v Rigi, ko sem imela tam tako, so koncerte snemala in nam je bilo že kar v redu, ampak tako nekako niso bila čisto zadovoljna in potem so rekla, ok, pa dejva še doma zdaj malo posnet, ker mi doživijo v precej veliki hiši z še 5 drugimi glasbeniki in imamo tako pač veliko dnevno sobo, pa je tako pa lesena tla in to in imamo klavir in so rekla, ok, bomo probali posnet in potem so nekako je tako v dnevni sobi so snemala in so imela tako 1-2 tedna, ne, tako da tak cel prestiž v bistvu za glasbenika, da se lahko čisto tako sproščeno snemaš. Ne. In so v bistvu taki fajn posnetki, potem vam prišle same miniaturce, tako po 4-5 minut, koliko so zdaj začela igrati, so se nekako stvari, ja, nekako so pesmi nastale take kratke, nekaj večinoma recimo na koncertih igrava tudi tako po pol ure en komad ali pa tako neodvisno. Tako da ja, to bo v bistvu tak CD, 11 miniatur je na njem, od tega mislim, da so 3 prav kompozicije oziroma da so neke vnaprej pripravljene stvari z nekimi motivi, ostalo pa so pač proste improvizacije. In čemu se bomo prepustili zdaj? Katera je naslednja glasbena zgodba? Bo Mati spovedal, kaj bomo naprej igrali. No, Zvonovi? Ok, eno mojo skladbo. Ja. Zvonovi.
Ja, tako so odzvanjali Kajini zvonovi. V oddaji Jazz in jaz poslušamo duo Draxler-Chudars. In Kaja, zdi se mi, da tale glasba pravzaprav prisili izvajalca, da se nekako razkrije, razgali. Tu ni prostora za tako imenovani fake, ali bi rekla posnemanje nekih preverjenih formul. Treba je odpreti dušo, povezati tehnično znanje in vsa druga obzorja, ki jih imaš v sebi, z nekim navdihom, kreativnostjo in obenem poslušati drugega, odreagirati na njegov impuls. Kaj praviš? Ja, vse je res, ne? Vse, kar si rekla, je res. Ne, zanimivo, ker sem se včeraj z Matisom od tega zgovarjala, od te tematike. V bistvu je, ne vem, se mi zdi, nikoli si ne bi mislila, da bom začela tako, mislim, da bom začela improvizirano glasbo igrati. Tudi tako čez slučaja sem jo začela, pač, ker sem živela v Amsterdamu, pa sem bila pač v krogu ljudi, ki so to glasbo igrali. Ampak tako nekako te zasvoji, zaradi tega, ker je tako adrenalinska, se mi zdi. Mogoče je to, kar ti pol tako hočeš skozi več, pa več riska, ne? Skozi več hočeš imeti, skozi več hočeš imeti tega, da ne veš čisto dobro, kaj bo. Mislim, itak vedno imaš, kar imaš. Mislim, sej naučiš se, ker se naučiš, pač znaš, kar znaš. Ampak tisto, ne, da nikoli ne veš čisto dobro, kaj bo, pa tudi če ne bo, ne, bo pač v redu, zaradi tega, ker pač je bila napaka. Sej tako, ker v normalnem življenju pač včasih imaš prav, včasih nimaš prav. Včasih se zmotiš, pa pač mogoče ti je žal, mogoče ti ni žal, ker si mogoče kaj božjega zgodilo. Tako pač isti tak organski proces ima ta glasba in to je tako malo
Ja, tak fajn občutek je, da te malo zasvoji, no. In se mi zdi, da tako tudi občinstvo pol nekako skozi več ki so kar dosti tako stalno občinstvo je za to glasbo. Se mi zdi, da tudi ljudje pridejo prav s tem, ne, da bojo zdaj videli, kaj se bo zdaj zgodilo, ne. Pač tak real life situation je pred tabo, ne. Ja, no, se včasih pomanjkljivosti lahko izpadejo tudi kot prednosti oziroma kot neko novo iskanje iz raznih sredstev na inštrumentu, ne. In to pravzaprav lahko povezujem z vajino poletno turnejo, precej nenavadno, namreč Kaja in Matis sta poleti poimenovala svoje popotovanje po, mislim, da 8 sakralnih objektih v Sloveniji, cerkvena turneja oziroma po slovenskih cerkvah. In tako prvič se mi je zdela to zanimiva kombinacija ene avantgarde in obenem nekega tradicionalnega dojemanja cerkve oziroma sakralnega prostora. Po drugi strani pa seveda vsaka cerkev ima svoje orgle in ti si se s tem inštrumentom spoznala šele na prizorišču samem, kar je seveda poseben izziv in mislim, da je tudi zato potreben poseben pogum, ne? Ja, se je bilo kar zanimivo. V bistvu je ideja prišla od Anžeta Zormana, tako že prvič, ko sem prišla v Slovenijo igrati decembra, sva igrala v Kamniški cerkvi in tam nekako tako fajn je izpadalo in ljudem je bilo všeč in to in se je zdela zanimiva varianta, da pač igraš improvizirano glasbo v cerkvi na orgle, ki so pač tudi same po sebi že tak fascinanten inštrument. In potem so midva, ja, to turnejo v bistvu nam je že pomagal organizirati in ja, mislim, zanimivo je bilo iz različnih perspektiv, pač prvo kot to, ne, da je vsakič druga akustika, vsakič se drugače odzove inštrument, tudi recimo njegova kitara, nekaj je bilo vedno ista, vedno isti ojačevalci, bilo zmeraj drugače. Tudi zmeraj se je drugače zvok pač blenda, no, prepleta, ali kako bi se rekli, spojine. Včasih se tudi ni spojil glih dobro. Mislim pa tudi tako različno, ene orgle so bile toliko dobre, da niti nisem imela čisto dobro, kaj naj z njimi naredim, ene so bile toliko slabe, da nisem imela, kaj naj z njimi naredim. Ampak tako, mislim, ker jaz tudi nisem organista, ne, pa sem pač sem se malo naučila spotoma, ampak tako je bilo kar, ja, je bilo kar tako. Potem pa še ta feeling, ne, da prideš v cerkev, pač jaz sem bila tudi krščansko vzgojena in pač prideš v cerkev in potem tam igraš neko čudno glasbo in potem ne, hočeš nekako, da bi ljudje vedeli, da se ne delaš norca ali pa da ni to nekaj kar nekaj, ampak da je to nekaj, kar pride res iz tebe in da to resno misliš s tem in da je to nekaj tudi v bistvu da je to v bistvu tudi neka duhovna hrana, kar ti daješ njima, ne? Da ni zdaj to, kar nekaj bomo zdaj tam razbijali, ampak ja, ne, mislim, je bilo tako veliko različnih vprašanj, no, se je postavilo meni takrat, no, je bilo kar, ja, tako, fajn, no. Ja, jaz se spomnim orgel v koprski Sveti Ani, ki so bile res zanimive in so zahtevale prav posebno zvočno raziskovanje. In ob tem raziskovanju posebnega oziroma novih jezikovnih sredstev, ki jih ponuja inštrument, se spomnim tvojega študija v New Yorku pri dveh zares velikih mojstrih sodobnega klavirja, to sta Jason Moran in Vijay Iyer, pri katerima si se izpopolnjevala. In to ni bil tak, bi rekla, šolski sistem študija, ampak individualno delo v odnosu učitelj-učenec ali bi rekli mojster-vajenec. Pa me zanima, katero okno sta ti odprla? Aha, ja, one sta tako zelo različne, no. Z Jasonom, mislim, se jaz nisem imela drugače toliko ur z njima, ampak kar je bilo tako dosti, mislim, že samo 1 ura s katerim koli od njih ti da tako par mesecev dela. Mislim, čisto tudi na nivoju, kjer sem bila jaz takrat, ali pa kjer sem še zdaj, no, ampak predvsem takrat pač je bilo to kar velik zalogaj zame. In v bistvu z Jasonom so večinoma, mislim, on mi je dosti predstavil tradicije, recimo pa pianistov, ki jih mogoče nisem tako dobro poznala, pa tudi ta čist neka, on je tudi študiral z Andrew Hillom pa z Jackie Byardom, ki sta tako zelo pomembna pianista. Tako da z njim sva tako bolj pianistično raziskovala in tudi ko malo sva skupaj igrala 2 klavirja, mislim, že samo da igraš z njim, ne, se veliko naučiš. Tako čist, mislim, na feeling, ne, se naučiš.
Z Vidžejem sem večinoma delala bolj kompozicijsko stvari, pa veliko stvari, mislim, on je tak pač akademik in ogromno ve in tako veliko enih imen mi je predstavil, ki jih jaz takrat še nisem poznala, tudi med njimi Cecil Taylorjem je on. Mislim, ne, da nisem ga mislim, slišala sem že zanj, ne, samo potem, ko mi je on rekel, ne, pa tako sem malo govorila od tega, na kakšen način on svoje improvizacije sestavlja in tako se mi zdelo, da je bil to mogoče tudi ta prvi povod za mojo par let poznaj diplomsko nalogo, tako da, oziroma magistrsko, kaj se to imenuje. Tako da ja, bilo je zelo različno, pa tako dosti intenzivno, no, se mi zdi, ker sta oba take zelo močne osebnosti in zelo močna pianista, tako da, ja. Dobro, potopimo se v naslednjo miniaturo. Ok, izvolite.
Ja. Včasih je glasba torej preseneti tudi samega izvajalca in to je tudi čar skupne improvizacije. Zdaj pa bi res stopila k Kajinim prvim, bi rekla, mednarodnim glasbenim korakom, namreč po končani škofijski gimnaziji v Ljubljani in oddelku oziroma jazz smeri takrat še srednje glasbene šole za glasbo, se je odpravila na študij v nizozemski Groningen. In mislim, da sta se istega leta tja odpravila tudi Koprčan Goran Krmac, tubist, in bobnar Kristjan Krajnčan. Z obema si že glasbeno sodelovala, ne? Kaj vas je peljalo v Groningen oziroma kako, da je postal Groningen taka, bi rekla, vse bolj priljubljena destinacija za študij džeza? Ja, v bistvu Goran je bil v Groningenu že pred nama, ne? On je prišel, mislim, da je 1 leto prej in mi ga niso poznala, ampak vedela so, da je pač en Slovenc gor, ne vemo zakaj, ampak gor je, nobeden ga ni poznal. In to je bil Goran in v bistvu je šel Goran gor študirati zaradi tega, ker je srečal v Sloveniji tega direktorja šole in mu je direktor rekel, da on pa lahko tam študira jazz tubo, ker drugače ni bilo nekaj dosti šol, kjer se to da storiti, ne? Oziroma, kjer se to da študirati. In tako da on je bil gor, midva se pa potem, Kristjanov oče je tudi spoznal tega istega direktorja šole in mu je ta direktor šole pač povedal, kakšen program imajo, da so to, da ameriški profesori hodijo tja učiti, vsak teden nek drug profesor in tako naprej in da je pač ta zelo poseben bobnar oziroma ja, profesor tam za bobne in seveda se je Kristjan ful odločil, ne, da on gre gor. In pač mi smo takrat skupaj igrala in to, in pol je še mene pripričal, da ne grem gor. Tako da nekako tako so midva bolj pristala gor in gor je bil Goran in mi smo naredili takoj trio, ne, in pol smo tudi v tem Hendriksu posneli leta 2007 en CD skupaj še z romunskim kitaristom, Đorđem Dumitrijem in še z Juretom Puklom in Robijem Jukićem, tako da to je bil, ja, to je bila taka, pol smo kar en čas smo skupaj igrali, no, z Goranom in s Kristjanom. Pol se je Goran nazaj v Celju, klele, v Slovenijo. Smo basista dobili namesto njega, ampak tako, no, to je bila kar taka močna. Mislim, pol jih je pa še par prišlo, ne, Andrej je prišel, Hočevar, smo skupaj tudi živeli, pa tako, to je bila cela, pa še en Koprčan je bil, Rok Juhas na klasični pozavni. Tako, no, veliko je bilo Slovencev gor, pol, ja. In še se odpravljajo tja, mislim, da. Torej, tvoj prvenec oziroma vaš prvenec Akropola je takoj razburkal glasbeno javnost v Sloveniji. Mislim, da ste prišli tudi takrat na Jazz Festival Ljubljana, kar je v bistvu odličen met in obenem tudi cilj vsakega slovenskega glasbenika, še posebej tako mladega, kot si bila takrat ti. Kaj praviš, kakšna izkušnja je bila to? Meni takrat itak ni bilo nič jasno, ne. Mislim, to se je kar samo od sebe odvijalo. Ja, jaz sem čisto, mislim, mi smo pač špilali in pol se je kar nekako odvijalo, ne vem, nekako je bilo tako vse je šlo nekako tako lahko, vse že zdaj ne vem, kako je vse to ratalo, ampak mislim, da me je Bogdan Benigar, to je organizator Ljubljanskega jazz festivala, me je slišal enkrat na televiziji, ko smo še igrali v Gajotu in to s Kristjanovim bendom. Mislim, da me takrat slišal in pol nekako, ja, zvedel zame in pol ta Jazzon je tole nagrado, ki sem dobila, to je bila v bistvu sponzorska nagrada snemanje tukaj v Hendriksu in pol je bil kar ta CD zunaj in potem ga je Goga izdala. Ne vem, kar tako vse se je nekako odvil, se sama ne vem, pa tudi takrat mi je bilo čisto nič jasno, kaj se dogaja. Mislim, se mi še zdaj večinoma časa ni jasno, kaj se dogaja, ampak tako, no, nekako sam po sebi se je odvijalo, no. Je bilo pa res sigurno, je bilo to ful pomembno za nas takrat, za vse nas, ne, da smo mi lahko tam igrali v Ljubljani na festivalu, pa to je bil velik dogodek, pa da smo lahko le posneli, mislim, vse je bilo tako ful, mislim, ne, exciting, kaj je to, vznemirljivo, tako je. Ja, zelo dobra iztočnica za glasbeno nadaljevanje, ne? In mimogrede, preden nadaljujem s tvojimi naslednjimi glasbenimi projekti, ob Akropoli vseeno se ustavim, ker me fascinira to, da uporabljaš veliko poimenovanj iz grške mitologije, že sam naslov Akropola, pa potem Tezej, pa Euridika, ne? Mislim, da si kar dobra poznavalka starogrške mitologije, a?
Ja, to včasih v škofijskih letih še so nas smatrali s tem. Zdaj je to že malo šlo vse v pozabo, ampak me še skozi fascinira, pa se tudi, mislim, bi rada še malo več tega tudi študirala, sem za nekak ni časa za to. Je bilo pa takrat to ful, mislim, mene je to ful fasciniralo, Grčija in antična umetnost in to. Tako da ja, veliko je prišlo kompozicij iz tega, iz teh zgodb Orfeja in tako. No, in potem so se začele druge zgodbe, kot sta recimo zasedbi Katarkestra, Akropolis kvintet, ki sta dišali tudi po etno motivih, predvsem tistih z Balkana, balkanskih napevih. Takrat si sodelovala s turško pevko Sanem Kalfa in že prej omenjenim kitaristom Đorđejem Dumitrijem, ki je iz Romunije. Nastopili ste tudi na koprskem Džef festivalu. Borut Jerman si te je želel, takratni programski vodja, si te je želel danes srečati, pa je zbolel in te lepo pozdravlja. Ja, in potem so išli še drugi albumi v najrazličnejših, morda bolj avantgardno zastavljenih zasedbah, recimo z Evropskim mladinskim jazz orkestrom, s triom Bad Bush Band, pa potem so še razni dueti, kot je Fičo, pa s portugalsko trobentačico, pa Suzano Santos Silva, pa z Matisom. Vsakim, in nazadnje tudi tvoj solo projekt, zelo odmeven, The Lives of Many Others. Tako zelo različne izkušnje. Z vsakim albumom si opozorila nase, vsak projekt je zaznamovala neka svojevrstna specifika. Kaj botruje tej vsakič novi drugačnosti? Odkot ti novi impulzi? Ja, pa se tako ne vem, tako kot sem že prej rekla, to se nekako kar zgodi, ne vem, se niti ne razmišljaš, mislim, mogoče si misliš, ne? Ja, radovednost, ja, to sigurno. Mislim, samo se mi zdi, da to kar samo do tebe pride. Mislim, recimo tale improvizirana glasba je pač, če sem se začela s temi ljudmi. Večinoma gre za to, s kom se družiš, ne? Nekoga spoznaš, pa bi rad z njim špilal, pa pol ti je fajn, pa ti je zanimivo nekaj drugačnega, nekaj novega in pol. Kar nekak, mislim, tudi Sanema, ne? Ona je bila moja cimra takrat v Groningenu in pol je ona enkrat neko turško muziko igrala in mi je bilo ful zanimivo in pol so rekla, ok, zakaj pa ne bi tega špilali. In tako nekako se vse nekako tako organsko razvija, no. Mislim, fajn je skozi nove stvari početi, ker se pač vsakič kaj drugega naučiš, pa tudi, ne vem, se ti skozi malo spreminja tudi okus, pa estetika, pa vse skupaj, neodvisno od tega, v kakšnem krogu se gibleš, pa tako, pa kakšno muziko poslušaš, no ne vem. Ja, tako samo od sebe se je bolj vse skupaj zgodilo. Dobro, da ne bomo samo govorili o vajini glasbi, dajmo prisluhniti naslednji skladbi. A ima kakšen naslov? Ja, bo zaigrala Forest Road. Okay.
Takole, v oddaji Jazz in jaz je zazvenela Gozdna pot, če sem prav prevedla tale naslov, Forest Road, v izvedbi Kaje Draxler in Matisa Čudarsa. In zdaj je pa res že zadnji čas, da predstavim Matisa. Matis prihaja iz Latvije, rekel je, da iz enega majhnega mesteca, manjšega kot je Koper. Svojo glasbeno pot je sicer najprej začel kot pozavnist in tokalec, celo marimbo obvlada. Kitara je imela sprva svoje mesto bolj v rock bandih. Vse bolj pa sta ga začeli zanimati džezovska improvizacija in harmonija. In ko so ga proglasili za najbolj obetavnega mladega baltskega džezerja, se je tudi on odpravil na Amsterdamski konzervatorij. Podobno kot Kaja se lahko tudi Matis pohvali z več zvenečimi nagradami, ki so mu prinesle tudi to možnost, da je lahko študiral v tujini, recimo v ZDA z Bradom Meldauom, v Kanadi z Davom Douglasom, Mattom Brewerjem, pa v Berlinu s Kurtom Rosenwinklom, Johnom Hollenbeckom, skratka cela vrsta izkušenj, ki jih zdaj spretno vpleta v svoj lastni glasbeni jezik, samo svojo govorico, ki ste ji lahko pravkar prisluhnili. So, Matis, now it's the time for my broken English. I hope you will understand me, and I also hope I will be able to translate your answers in Slovene. So I was talking about your musical journey with the masters of modern jazz like Dave Douglas, Brad Meldau, Kurt Rosenwinkel and others. So how do you find these experiences with these guys? Oh, it's like any other experience with great musicians, like playing with Kai, for instance. I mean, in that case, it was, for instance, with Kurt, it was incredible to just be in one room with him and to play songs together and to just have him next to you and to see him doing all this incredible stuff on the guitar that I've never seen anyone do on the instrument. It's just, and then for like
half a year I was studying with him in exchange program, and just for half a year, like twice a week, I had lessons with him, and just to see him play and hear him play, and once in a while say something profound, you know, and just hang with him. Yeah, it was fantastic. Yeah, man to man, exactly. And I brought drummer and a bass player to the lesson, and we were just playing all together the whole lesson, just calling tunes, saying, let's play this tune, and then we would play it for 15 minutes, then the next tune, and then like after the half year, you feel like, wow, I've really changed. Yeah. Upam, da sem si vse zapomnila. Skratka, Kurt Rosenwinkel je verjetno številka 1 sodobne džezovske kitare. Trenutno predava v Berlinu, kjer je bil tudi Matis na tej glasbeni izmenjavi. In na vprašanje, kako je bilo igrati s takim mojstrom, pravi, da se mu je zdelo fantastično to, da je z njim pravzaprav sedel v isti sobi, eden ob drugemu, in v glavnem sta samo igrala. Vsake toliko je Kurt povedal kakšno besedo, ki je bila zelo globoka in mu je dala misliti. Sicer pa mu je bilo to, bi rekla, igranje tudi v širši zasedbi s Kurtom Rosenwinklom v veliko, ko bi rekla, mu je pomagalo tudi v nadaljevanju pri razvijanju svojega igranja. He probably helped you to develop your own musical language. Yeah, definitely. I mean, he wasn't like insisting on doing that, but he was very. He really wanted me to play what I hear, which is kind of the key to music, anyways. I believe, and so, but actually. Like what really helped me to like get on my path was also the other students in Berlin Conservatory. They were really dedicated to what they were doing, and to checking out a lot of music, and like the school was open 24 hours a day, 7 days a week, and we could just go there at 3 o'clock in the night, put on some records, and there's like a couch, and we would just hang out, you know, maybe drink a beer or something, and just that really helped me actually. No, Matis pravi, da pravzaprav pri iskanju tega svojega izraza mu je bolj kot učitelj pomagala družba, druženje, sovrstniki, študenti, ki so prišli v Berlin, prav tako kot on, iskati novo znanje, in so drug drugega spodbujali k temu, da postajajo nekako samosvoji, inovativni, in tudi sama šola je bila nekaj zelo posebnega. Celo sredi noči so lahko odšli tja in vadili, poslušali plošče in se tudi zabavali, seveda, ker iz tega nastane dobra glasba. To sem zaključila jaz, tega ni rekel Matis. Kakorkoli, še zadnje vprašanje, ker nas čas preganja. Matis, just a last question. What is the Latvian jazz scene? Kakšna je latvijska jazz scena? Yeah, it's nice that you ask, because I have to say, and I talked about it with you in the lunch, that I really see, I really get inspired by the Slovenian jazz scene. That I see that it's like Latvia is as big as Slovenia, like population-wise, and also the history is not exactly the same, but we have some similarities, you know, and we're now like independent for kind of the same. Yeah, since 91, and you know, it's Eastern, blah blah blah. So it's like it's very similar. But in Slovenia, I see that you guys already have. There's a group of people who are really dedicated to this improvised music and to jazz music, and to really kind of go slightly, not really against the mainstream, but like not take it too seriously. Whereas in Latvia, it's still kind of shaping, and people are still, like the musicians, they a lot of times they learn
a few chords and they get concerts in weddings and big concert in stadiums to play pop music, and a lot of times they go with it, and that's their kind of musical path. But not for everybody, and it's nice that now it's sort of getting to develop, and Slovenia comes in with seeing that you guys are just bunch of friends holding on with each other and just developing the music and making concerts and playing and supporting each other, and the music in here is incredible. It's beautiful what's happening here. So that being said, I hope that it will soon happen in Latvia as well, and I hope I can bring some of the spirit that I've gotten in Slovenia, that I can bring it to Latvia. Torej, Matis pravi, da najde veliko podobnosti in obenem tudi inspiracije v Sloveniji, v slovenskem džezu. Namreč v Latviji, pravi, so še nekako bolj zavezani temu klasičnemu džezu. Veliko glasbenikov igra bolj na kakih porokah to glasbo, se ne tako prepuščajo improvizaciji, medtem ko v Sloveniji vidi, da je že taka trdna skupina slovenskih glasbenikov, ki močno in hitro razvija novo sodobno džezovsko formo. Kakorkoli, malce sem skrajšala, ker nas čas zares preganja. Ura bo vsak čas 19. Jaz se vam lahko, čeprav me zanima še cel kup stvari in vas najbrž tudi, pa vendarle naj se zahvalim vam, občinstvu tukaj v studiu Hendrix, našima gostoma Kaji Draxler in Matisu Čudarsu za obisk, pa tudi naši ekipi, ki je tokrat tako budno bdela nad izvedbo tokratne koncertne različice oddaje Jazz in jaz. Z vami smo bili Drago Hrvatin, Leon Klemens, Tadej Tadić, Mitja Jazbec, Alan Radin, Sebastian Pelan ter Mojca Maljevac. Uživajte še naprej v družbi z Radiem Koper in poslavljamo se še z eno miniaturo, majhno. Hvala za obisk.